Ook niet zo uit. Gisteren best doen. Ja sam rekao da ne grem. Ja sam tamo, sada sam bio uvjet na dozvolu, već će čerka pravi pokušat će biti Sevmiyor musun? Аз свет на дедо. Seveda. Seveda. Аз те тиже. Hvala za raport. Imate dovoljenje za nadaljevanje sočasnosti.
visoka biks. Zdravo na levo! Levo! Samo da sekundi parkiramo. Spoštovani gostje, dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni. Danes smo 7. junija in to je prav poseben dan za vse krajane krajevne skupnosti Dob, še posebej pa za gasilce, za najmlajše
in njihove starše. Dan, ko bomo uradno odprli težko pričakovan nov dom krajanov, v katerem se nahaja večnamenska dvorana, prostori gasilskega doma in vrtca Urša z enoto Pikapolonica. Z današnjim odprtjem gasilskega doma in vrtca nam je uspelo dodati nov kamenček v mozaiku razvoja krajevne skupnosti Dob. Ta kamenček bo kot novi dom otrokom vrtca opravljal pomembno poslanstvo. Oblikoval bo mladi rod in uresničeval spoznanje, da je vsak otrok nova možnost za boljši svet. Gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Dob pa bo omogočal prijetnejše pogoje za njihovo strokovno in plemenito delovanje. Prosim župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja, za njim pa še predsednico krajevne skupnosti Dob, gospo Marijo Ravnikar, za nekaj besed. Spoštovani gasilci, tovariši, tovarišice, gasilke, spoštovani gostje, nedolgo tega smo bili na podobnem praznovanju in če se spomnite, je bila moja zahteva takrat do gasilcev, da postavijo oder do stene. Hvala gasilci, danes ne bom padel tole zadaj in zato se vam posebej zahvaljujem. In druga zadeva na začetku bi vam rad povedal, ko sem se vračal zdaj z dopusta, mi je v rokovniku pisalo Dob. Malce sem se ustrašil, da bom šel na hladno na Dob, pa sem vesel, da sem v Dobu. Spoštovani gostje, spoštovani kolegi, lep pozdrav vsem skupaj v imenu občine Domžale, spoštovane obe gospe podžupani, spoštovani kolegi iz Koprivnice, tovariši in tovarišice gasilke, predstavnica Gasilske zveze Slovenije, kolegi iz Koprivnice, ravnatelji, gospod župnik, skratka svetniki in svetnice, potem povedal, zakaj posebej njih, predsedniki svetov krajevnih skupnosti, lep pozdrav v Dobu, v težko pričakovanem kraju, kjer smo imeli kar nekaj težav takrat in nekoč in jih danes seveda nimamo več, ko odpiramo ta prečudovit objekt v eni od naših največjih krajevnih skupnosti. Mogoče za začetek samo 2 ali pa 3 stavke okrog tega, kako se je začelo. Seveda gasilci imajo vedno ambicije, kako in kaj to narediti. Včasih se kaj ne izide, to pot se ni šlo. Imeli smo obljube določenih predstavnikov, tudi iz naše občine in od druge, da bomo na razpisu 322, se pravi za ureditev vaških jeder, dobili neka sredstva za realizacijo takega takrat še gasilskega doma, ker se lahko prijavi samo lokalna skupnost, je to zdaj sestavni del krajevni dom in gasilski dom, ampak na koncu boste videli, uporabljali bomo te prostore vsi, ker je bilo takrat že nekaj narejenega, pa ni bilo denarja za dokončanje. Oba razpisa sta bila uspešno prijavljena, vendar žal zaradi prerazporeditve v druge regije denarja v Domžale ni prišlo. Občinski svetniki in svetnice, zato sem rekel, da jih posebej pozdravljam, so razumeli takrat, da je treba s tem začetnim domom nekaj narediti. V prejšnjem mandatu smo se dogovorili, da pripravimo načrt, kako bi v nekaj letih ta krajevni dom in tudi gasilski dom, ki je sestavni del te hiše, sfinancirali in na koncu tudi odprli in danes je tisti dan. Cela zadeva je skupaj z gasilskim vložkom stala približno 1 300 000 plus prostovoljna dela plus sponzorska sredstva, za katera pa seveda ne znamo oceniti, koliko to je, po mojem skromnem mnenju neprecenljivo. V tem domu in skupaj z gasilskim domom bodo uporabljali tisti, s katerimi so se pogovarjali kar nekaj let. Torej, gasilci so živeli v nenormalnih pogojih, v majhnem gasilskem domu z garažico, ki je bil absolutno premajhen za tako uspešno društvo. Ko sem bil enkrat na občnem zboru, v bistvu nisem mogel skozi hodnik zaradi preveč pokalov, tako majhna je ta zadeva bila in si zaslužijo ne samo te garaže, ki so v izključni lasti v tem trenutku in seveda spodaj v kleti si boste ogledali tudi vadbeni prostor, orodjarno
in v pritličju tudi komandno sobo in sanitarije. To naj bi uporabljali gasilci. V pritličju imamo 3-oddelčen vrtec, z dvigalom se popeljemo v večnamensko dvorano, ki jo bo upravljala krajevna skupnost in bo na razpolago vsem krajanom preko društev, občnih zborov, skratka vse zadeve, ki se bodo odvijale v tej dvorani, s tem, da računamo, da bomo v kratkem uredili tudi v dopoldanskem času v tej večnamenski dvorani možnost v slabem vremenu, da si bodo tudi naši otroci iz vrtca kaj zaigrali, bojo kaj zapeli, potelovadili, skratka, da bo to dejansko večnamenski prostor medgeneracijskega sodelovanja. Ne bom predolg, ker vreme ni najbolj naklonjeno nam, ki imamo več kot 60 kg, ampak vseeno, zahvala pa vseeno gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Dob, svetnikom in svetnicam, kot sem že rekel, vodstvu občine, predvsem uradu župana, ne meni toliko, ampak ostalim, ki so sodelovali pri teh zgodbah, in pa oddelku za investicije, torej kolega Iztok Breza in kolegica magistra Sonja Spruk sta bedela nad to investicijo, in pa seveda strani PGD, predsednik Luka Pušnik in tajnik Stane Grčar. Brez teh, se pravi, Luka je motor, Stane pa denar šteje, tako da se vsi vemo, kaj kdo dela. In pa seveda na koncu zahvala vsem tistim, ki ste prispevali, zahvala vsem, ki ste danes tukaj, in zahvala in upam tudi uporaba vsem tistim bodočim uporabnikom. Mimogrede, tudi nov kombi, ki ga tule vidite, je letošnja pridobitev, in da ne pozabimo ob 125-letnici Prostovoljnega gasilskega društva iskrene čestitke. Želim vam čim več parad, čim več vaj, čim večkrat pridite na obisk, seveda tudi kaj preneste, a ne? In čim manj pravih intervencij. Želim prijazno in prijetno uporabo vrtčevskih prostorov, predvsem v oddelku Pika Polonica tule v Dobu, čim manj nerodnosti in karkoli se še lahko v vrtcih zgodi. Prejšnji teden samo zapustim Domžale, že gori v enem vrtcu, ampak smo uredili. Upam, da bo to vse srečno in tako, kot je treba, in pa seveda čim več uporabe večnamenskega prostora za vse namene, ki bo seveda vse teklo preko krajevne skupnosti. Spoštovani, še enkrat, hvala lepo vsem, ki ste sodelovali. Jaz sem vesel in ponosen, da imamo tudi v tem kraju en tak lep dom, ki ga boste s pridom uporabljali, in naj za konec rečem, če je občina Domžale najboljša, ni najlepša, ker najlepša je tam zraven, je pa sigurno najboljša, in da gledamo tudi na kraje, ki niso v centru. Zdaj slišim samo to, da delamo vse, kar je izven centra, ampak jaz verjamem, da bo prišel tudi čas, ko bomo uredili tudi ta center v Domžalah, da ne bomo parkirali na Makadamu kot tam nekje, ampak da bo tako, kot je treba. In Domžale, in okoliški kraji, 35 000 nas je, verjemte, ni nam lahko, ampak z vami smo močni. Srečno, gasilci na pomoč, spoštovani ostali, srečno. Spoštovani vsi tukaj zbrani, vse skupaj vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za povabilo na tako pomemben dogodek, kot je današnja slovesnost. Dom krajanov, v katerem bo gasilski dom in vrtec Pika Polonica, je za sam kraj pridobitev, na katero smo lahko zelo ponosni. Več desetletij se je o tem pogovarjalo in planiralo, kako pristopiti k zadevi, da bo objekt za kraj funkcionalen in praktičen. Končno je tu dan, ko se lahko naš kraj pohvali z novo pridobitvijo. Prepričana sem, da bo z dobrim medsebojnim sodelovanjem in sinergijo posameznika ter skupine dom krajanov objekt, kjer se bodo odvijale tudi različne dejavnosti, ki bodo bogatile naš kraj. Prav tako je za današnji dan novo gasilsko vozilo pridobitev, s katero se pohvalimo lahko daleč naokoli. Ob tej priložnosti čestitam vsem, ki ste zaslužni za ta dogodek, za vaše požrtvovalno delo in čas, ki ste ga namenili v dobrobit krajanov.
V prvi vrsti ste tukaj vsi člani Gasilskega društva Dob. Zavedam se, da vaše delo že dolgo časa ni več povezano zgolj z gašenjem požarov. Vaša dejavnost, poleg visokih osebnih etničnih standardov, vključuje nenehno izobraževanje ter strokovno usposabljanje. Napredek in tehnološki razvoj v vseh segmentih družbenega življenja sta prinesla številne nove nevarnosti, s katerimi ste se primorani soočati. Vaše poslanstvo je lahko zgled vsakemu državljanu. Delo, ki ga opravljate, se še zdaleč ne konča zgolj pri različnih oblikah gasilskih intervencij. Z organizacijo izobraževalnih tečajev ter strokovnim napotki ste izjemno dragocen in pomemben vir osveščanja vseh nas, ki morda premalokrat pomislimo na preventivne ukrepe, s katerimi lahko tudi sami preprečimo neljube dogodke. Naj bo torej današnji dan, ko praznujete jubilej in otvoritev, s tem pa tudi obletnico vašega plemenitega poslanstva, dan, ko vam izkazujemo našo hvaležnost in zasluženo spoštovanje. Kot je že več kot pred 100 leti Ignacij Merhar, legenda slovenskega gasilstva, ki je poveljeval na veliki prireditvi v slovenskem jeziku med takrat nemškim prebivalstvom mesta Ljubljana, dejal: želim tudi sama zaključiti z naslednjim pozdravom. Gasilca ne naredi blesteča uniforma, temveč čut do človeka ter pripadnost narodu in domovini. Na pomoč. Hvala obema. Sreča je skrita v majhnih stvareh. Sreča je pikapolonica rdeča, je nežen pogled, roža drhteča, hip brez besed, pesem ljubeča. Pevski zbor vzgojiteljic in inštrumentalna skupina vrtca Urša bodo nastopili s pesmijo Pikapolonica. Pika, paka, pika, polonca, pika, paka, pika, polonca, pika, paka, pika, polonca, pika, paka, 7 pik ima. Gor in dol po listu kobaca, išče zate srečo povsod, saj se že v enospira pravlja, za tebe tudi zdrava pot. Pika, poka, pika, polonca, pika, poka, pika, polonca, pika, poka, pika, polonca, pika, poka, 7 pik ima. Vrtec je hiša, kamor hodi miša. V vrtcu so tudi nejci, drejci, nine, brede in najlepše 5-letne sosede. V vrtcu se ob uri kosi slastne pite, kruhove narastke z malinovcem prelite. V vrtcu v garderobi čaka očka nate, da obuješ čevlje in vzameš copate. V vrtcu je zvečer tema, ker nihče ni tam doma. Tako pravi pesnica Saša Vegri. Na prvi pogled je vrtec Pikapolonica kot vsak drug vrtec za otroke. Vendar pa se naš vrtec razlikuje od drugih vrtcev po eni posebnosti.
Svoj dom je našel v prostorih gasilskega društva. Na oder vabim ravnateljico vrtca, gospo Martino Pančur, in predsednika prostovoljnega gasilskega društva Dob, Luka Pušnika. Prosim. Spoštovani župan, obe podžupani, predstavniki krajevne skupnosti in ostalih krajevnih skupnosti, predstavniki občine Domžale, vsi gasilci, dragi otroci, starši in vsi krajani, ki ste se danes tukaj zbrali. Veseli nas, da bo vrtec Urša odprl že 6. enoto, to je enoto Pika Polonica v naselju Dob. Res je, ta Pika Polonica je majhna, vendar vsi pomisleki, da je premajhna, se razblinijo, ko gremo čez vrata in vidimo te lepe prostore. Prostori so svetli, opremljeni s kotički, s panoji, s atrijem, z lepimi igračami, ki smo jih že nabavili, tako da verjamem, da bodo otroci v tej enoti uživali. Otroci bodo tudi lahko prehajali iz skupine v skupino, se med seboj družili in raziskovalno učili. Izpostavila bi velik večnamenski prostor, ki bo služil kot telovadnica ali pa kot prostor za različna srečanja otrok, krajanov in gasilcev. Prostori še pričakujejo otroke, ki bodo skupaj z zaposlenimi dali vrtcu dušo, da bo zaživel v celoti. Tako kot v vseh ostalih naših 5 enotah, bomo otrokom nudili pester program in bogate učne izkušnje. Skrbeli bomo za celostni razvoj otroka, saj menim, da si naši otroci zaslužijo le najboljše. In ker so naši sosedje gasilci, mi ni treba posebej poudarjati, da bo ena izmed prioritetnih nalog sodelovanje z njimi. In verjamem, da se bomo razumeli kot dobri sosedje, ter se dopolnjevali v vašem in našem poslanstvu. Z lokalno skupnostjo in pa z posamezniki je povezovanje nujno, ravno tako kot z vami starši. To je stalnica in usmeritev našega dela. In ker je voditeljica Urša Iglič skozi celoten program prav poetična, bom tudi jaz zaključila z mislijo o Pika Polonici. Pika Polonici, ki je simbol za rodovitnost in srečo. Sreča je kot mlada Pika Polonica, ko ti sede v dlan, nato pa široko razpre krila in spet poleti v sončno nebo. Sreča je, ko se zaveš, da je taka Pika Polonica pravzaprav v tebi. Sreča so naši malčki, ki so nam zaupani, da jih skupaj naučimo in pripravimo, da poletijo življenju nasproti. Torej, srečno Pika Polonica in se srečamo ponovno 1. septembra. Spoštovani, dovolite mi, da tokrat začnem na koncu. Robert, Pavle, Martin, Stanko, Jure, Tomaš, Primož, Jure, Uroš, Stipe, Aleksandar, Pavle, Milan, Tone, Vili, Tomaš, Andrej, Primož, Božo, Janas, Edo, Špela, Ančka, Blaž, Tomaš in Petar. To so imena članov upravnega odbora, med katerimi žal nekaterih ni več med nami. Zakaj začeti na koncu? Morda zaradi tega, ker tudi, ko določenih članov upravnega odbora ni več med nami, se kolesje prostovoljnega gasilskega društva Dob še vedno vrti in sicer v smeri napredka in razvoja. Vsem in vsakemu posebej se zahvaljujem, da smo skupaj pripeljali ta velik projekt do konca. Moji predhodniki so bili zaslužni za nakup zemljišča, v njih je leta zorela ideja o gradnji novega prepotrebnega gasilskega doma. Leta 2010 smo s temeljnim kamnom začeli z realizacijo te ideje in jo leta 2015 skupaj z vami, dragi krajani, donatorji, podporniki in občino pripeljali do konca. V zadnjih 5 letih
je bilo veliko sestankov upravnega odbora ter različnih pododborov v društvu. Življenje v naši lepi vasi pa je nemoteno teklo dalje. Prizadele so nas naravne in druge nesreče, pa vendarle smo se gasilci vedno odzvali klicu na pomoč. Ob novih prostorih in moderni tehniki ter našemu podmladku bo to še lažje. Na začetku projekta je nekaj krajanov s figo v žepu podpiralo ta projekt in se privoščljivo nasmihalo ter za našimi hrbti upalo, da nam ne bo uspelo. Ti ljudje so nam, ne da bi se zavedali, dali motivacijo, da jim gasilci dokažemo nasprotno, da hočemo, zmoremo in znamo v kraju, kot je Dob, s pomočjo vas, dragi krajani in donatorji, izpeljati še tako velike cilje, da bo naš kraj lepši, varnejši in prijaznejši. Vsak vaš prispevek, ki ste nam ga darovali in nam ga še vedno lahko, se vam obrestuje že zaradi tega, ker se sodobno tehniko, usposobljenim kadrom in mladino, ki ceni vrednote, kot so vestnost, poštenost ter pripadnost organizaciji, kot je PGD Dob, ne pridobiva samo domače okolje, ampak vsi. Kot sem poudaril, sobivanje naših najmlajših v tem objektu z gasilci, ki smo najbolj spoštovana organizacija v Sloveniji, je lahko vzorčen primer medgeneracijskega povezovanja. Pri vsej tehnologiji, prehitrem tempu življenja ter poplavi materialnih dobrin se lahko otroci od gasilcev naučijo, kaj pomeni biti prostovoljec in pomagati človeku v nesreči, ne glede na barvo kože, versko prepričanje, strankarsko pripadnost. Gasilci pa se od otrok lahko naučimo iskrenosti, od vzgojiteljic metod za vzgajanje naše mladine, ki je prihodnost dobskega gasilstva. Še enkrat hvala vsem, ki ste pripomogli k temu, da danes lahko prerežemo trak in predamo uporabo nov gasilski dom. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala obema govornikoma. Z večno mlado melodijo Španske oči, ki jo je nekoč prepeval Almartino, nas bo v sinjo modrino romantično zazibala inštrumentalna skupina Vrtca Urša. Če bomo prisluhnili otroku, ki ga varujemo v svojih prsih, nam bodo oči zopet zasijale. Če ne izgubimo stika z otrokom v sebi, ne bomo izgubili stika z življenjem. Vzgojiteljice v vrtcu Urša kljub obilici dela najdejo trenutek za skupno druženje in prepevanje v pevskem zboru. Zapele nam bodo pesem Marte Zore, Čuj moj glas. Pameti, tik-tak mineva čas, le enkrat se živi. Na oder vabim še ravnateljico in pomočnico ravnateljice. Kot vedno darilo našega zbora za spomin Pika Polomnica. Lepo je biti ravnateljica v takem kolektivu, kot je naš kolektiv. Pa mogoče, zdaj, če bomo še kakšen vrtec odpirali, imam že kar nekaj šalov na razpolago. Hvala lepa, punce. Spoštovane in spoštovani, pred uradnim odprtjem novih prostorov prisluhnimo še najmlajšim. Kjer so otroci
je vse sveže in naravno, polno barv, topline in življenja. Stavbo oživljajo ljudje in vrtec zaživi in zadiha z malčki ter njihovimi vzgojiteljicami. Pogosto s pesmijo. Otroci pevskega zbora Enote Mavrica v Krtini nam bodo pod vodstvom vzgojiteljic Nuške Rožič in Karmen Umek zapeli pesem Janeza Bitenca Pika Polonica. Prijateljstvo poveča srečo in zmanjša bridkost. S tem pa podvoji naše veselje in prepolovi žalost. In teh besed se naši nastopajoči še kako zavedajo. Vsak posameznik prispeva svoj kamenček dobrim odnosom, k prijateljstvu in že v vrtcu se začnejo plesti te vezi. Predstavili se nam bodo s ponarodelo pesmico Gradimo prijateljstvo. Gradim prijateljstvo, sem jaz, gradim prijateljstvo, sem jaz, gradim prijateljstvo, gradim prijateljstvo, ja, pojdi tam okoli, pojdi vse povsod, pojdi tam okoli, pojdi vse povsod, a v srcu svojem gradi si prijateljstvo. Si ti, gradiš prijateljstvo, si ti, gradiš prijateljstvo, si ti, gradiš prijateljstvo, si ti, gradiš prijateljstvo, ja, pojdi tam okoli, pojdi vse povsod, a v srcu svojem gradi si prijateljstvo. Pojdi tam okoli, pojdi vse povsod, a v srcu svojem gradi si prijateljstvo. Smo mi, gradimo prijateljstvo, smo mi, gradimo prijateljstvo, smo mi, gradimo prijateljstvo, smo mi, gradimo prijateljstvo, ja, pojdi kamorkoli, pojdi vse povsod, a v srcu svojem gradi si prijateljstvo. Pojdi kamorkoli, pojdi vse povsod, a v srcu svojem gradi si prijateljstvo. Napočil je slavnostni trenutek,
ko bomo svojemu namenu predali gasilsko vozilo, namenjeno prevozu operativne enote. Vljudno vabim, da se mi pridruži botra novega gasilskega vozila, podžupanja gospa Renata Kosec. Prosim vas, da predate ključe novega gasilskega vozila poveljniku Juretu Roglu, ta pa bo ključe predal vozniku Tomažu Zavrlu. Lepo zdrav še v mojem imenu, pa predno predam ključe, imam še eno malenkost za vas. Tako malo posebno zavito se vidi, da sem jaz to doma všpičila. In sicer, glede na to, da sem botra, bomo nazdravili, ampak ne spravim z otroškim šampancem. In tule je gasilec Samo, ki vas bo čuval na vaši poti in pravi, tako kot tudi jaz, srečno in varno na vseh vaših poteh. Se bi predala. Vidite, me slava, srečno. Pa čim vam intervenim vidite. Obrni se, tako ja. Zločen ključe in pa da bo varna vožnja in da bo kamion oziroma vozilo opravilo. Čana obljubljam, da bom gasilsko vozilo Mikrofon povej. Sečana obljubljam, da bom gasilsko vozilo pravilno uporabljal in ga skrbno hranil. Zdaj pa gremo pogledati, če dela, ne? Hvala lepa. Spodrsljaji se dogaja tudi na kakšnih večjih prireditvah, zakaj se ne bi tudi v domu. Vabim predstavnico Gasilske zveze Slovenije, tovarišico Marinko Cantretur, da se mi pridruži na odru in spregovori par besed. Tole, hođim ga. Tino, dela. Spoštovane gasilke, gasilci, cenjeni gostje, gospod župan, krajani Doba, spoštovani uporabniki vrtca Pika Polonica. Lep pozdrav ob tako slovesnem trenutku, kot je otvoritev novega gasilskega doma, prevzemu novega gasilskega vozila. V današnjem času in družbi, ko na vseh področjih od posameznikov zahteva individualizem in pehanje za zaslužkom, je pravi dosežek skupno sodelovanje gasilcev, krajanov in lokalne skupnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev. Danes smo tukaj v večini tisti, ki čutimo pripadnost naših humanih organizacij in smo pripravljeni pomagati kadarkoli in komorkoli, kajti vrednote, na katerih gradimo gasilci svoje delo, so solidarnost, tovarištvo in spoštovanje tradicije. Zavedamo se, da je velika prednost naše organizacije v tem, da črpamo energijo za delo iz naše bogate tradicije in dobrih medsebojnih odnosov. Vsi smo del tega sveta. Skupaj smo se znašli na tem koščku zemeljske oble in pred nas je postavljena priložnost, da teh nekaj desetletij preživimo skupaj. Vsak s svojimi cilji in svojimi željami in še vedno v krogu vseh kljub naši različnosti. Nihče ne more biti vedno sam s seboj. Ujeti smo v nitke skupnega življenja, ki nam ga vsak dan prinaša na nova presenečenja, veselja ali trpljenja. Velikokrat potrebujemo pomoč prijatelja, soseda ali nekoga, ki bo pomagal premagati težave. Zagotovo smo tukaj tudi gasilci, ki smo vedno pripravljeni na nove izzive. Dovolj je le klic na pomoč in gasilci pomagamo vsakomur in kadarkoli.
Tako je bilo v preteklosti, tako je sedaj in ni bojazni, da ne bi bilo tako tudi v prihodnje. Spoštovani slavljenci, gasilci in gasilke Gasilskega društva Dob in krajani, v imenu Gasilske zveze Slovenije in v svojem imenu vam iskreno čestitam za dosežene napredke in uspehe na vseh področjih vašega dela. Danes se skupaj z vami veselimo otvoritve novega gasilskega doma in prevzema novega gasilskega vozila. Želim vam, da moč in voljo za upravljanje gasilske službe, ki je podedovana iz bogate tradicije društva, tudi v prihodnje krepite in prenesete na prihodnje rodove in tudi v prihodnosti naj obrodi bogate sadove. Gasilski dom Dob naj bo drugi prijazni dom za vse krajane, gasilce in pa pikapolonice tukaj v vašem kraju. Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom na pomoč. In nazadnje je napočil tudi slavnostni trenutek, ko bomo uradno odprli še nove prostore gasilskega doma in vrtca Pikapolonica. Prosim, da se mi pridružijo in ob odru simbolično prerežejo trak ter s tem uradno odprejo nove prostore. Župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, ravnateljica vrtca Urša, gospa Martina Pančur, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Dob, Luka Pušnik in predsednica krajevne skupnosti Dob, gospa Marija Ravnikar. Na drugi strani stave. To je zarezati. Ne, na unošen. Zdaj vas bom jaz zaprl. Peta sem videl na moj predstavljanju. Otroški morajo biti tukaj. Ja, S tem zadnjim dejanjem je celoten objekt predan v uporabo svojemu namenu. Godba Domžale pod vodstvom Damjana Tomažina je današnjo prireditev začela, pa naj jo še zaključi. Prav je, da ob tej priložnosti godbi, na čelu s predsednikom Matejem Primožičem, čestitamo, saj so na letošnjem tekmovanju slovenskih godb v najvišji kakovostni skupini prejeli zlato plaketo. Hvala lepa tudi vsem ostalim nastopajočim in tudi vsem tistim, ki ste kakorkoli pripomogli, da je današnja prireditev uspela. Ostane samo še povabilo na ogled novih prostorov in na manjši prigrizek, ki vas čaka v šotoru. Imejte se v naši družbi lepo še vnaprej. Nasvidenje.
Eto, super, evo, Užimam, hvala. Hvala lepa. Hvala za vse, pojte se Zdaj me bolj ušte, kaj name, ja? Aha. Pa ne pogoroča, daj nas malo sleč. Nekaj lušnega zva. Aha. Vroče, a? Pa kar volim vrtec to. Delal. No, pa vleče. Ja, vleče. Tega imate vi sedež podjetja, tega za to dela... Čarstvo Hrvate, da imate sedež podjetja. Čarstvo Hrvate. Mengša. A v Mengšu? Čarstvo Hrvate. Kje je to? Mengšu. Ne vem, tu z Lekove strani ali bolj zone strani? Zona, ne? Veselinga doma tu, v Mengšu. Pa to delate take peči? Take peči, ja, pa še boljše. Dobro to. Fino. Ja, seveda. Aber das ist nicht so. Ja.